Tečajev, ki so potekali od lanskega marca do decembra, se je udeležilo okrog 70 oseb, starih vsaj 15 let. Za izvedbo projekta so pridobili sredstva Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada. Izobraževanja so potekala v 3 sklopih. Prvi sklop je bila produkcija audiovizualnih vsebin, drugi sklop je bila postprodukcija in tretji sklop spletna promocija produkta in fundraising. Se pravi, v današnjem času, ko je zelo pomembno biti računalniški pismen, pa tudi poznati nekaj v zvezi s snemanjem, smo se odločili, da en takšen tečaj ponudimo brezplačno. Smo se naučili vseh postopkov, od tega, kako zasnovati idejo, do tega, kako dejansko nastane izdelek, posnetek, oddaja in pač vsi vmesni koraki od osvetlitve, zvoka, postavitve, igranja in scenarija vsega. Tako me je to zanimalo, kako sploh nastane nek video projekt. Malo pa tudi potrebe potem, ker smo sploh v tem korona času v službi potrebovali, ker smo delali nadaljavo, treba narediti neke video posnetke, ker sem jih potem seveda lažje s tem novim znanjem naredil. Seveda so imeli možnost znanje iz teorije prenesti v prakso. Na voljo so imeli vso potrebno opremo in podporo. Vse od kamer do luči, mikrofone, vse. S tisto opremo so lahko med predavanji delali in na snemanjih vamo tamo YouTube kanala so imeli možnost sodelovati na vseh področjih, od pisanja scenarijev do samega snemanja in montaže oddaje za objavo na YouTubeu. Učitelji so bili zelo, zelo dobri, ne? Zelo prijazni. Mislim, da čudovito je bilo. Meni je bilo super, ne? Pridobljena znanja so danes zelo koristna, saj vse več delodajalcev želi video predstavitev morebitnih novih delavcev. Če se želiš prijaviti na kakšen razpis za delovno mesto, je dobro, da se znaš posnet in pripraviti posnetek in ga poslati delodajalcu, tako da predvidevam, da bo znanja, ki so jih pridobili, zelo prav prišla tudi na tem področju. Kar potrjuje uspešnost projekta Vamo tamo s tabo.